Ker iz malega raste veliko, bomo začeli kar z vami. Tim, pa povejte, stari ste 24 let, pred 2 letoma ste diplomirali na ekonomski fakulteti, kot sem videla na LinkedInu, in pred 4 leti ste že ustanovili Eurocenter. To je spletna platforma, ki povezuje velike logiste, ne, če sem prav razumela. Oziroma vi pri velikih logistih naročate kurirje, ki dostavljajo. V bistvu je tako, da pri nas končna stranka, gre večinoma za izseljence pa študente ali pa malo podjetje, tudi recimo obrtniki ali pa pač manjša podjetja, pri nas naročijo prevoz od, ne vem, iz Ljubljane v Berlin. Naša tehnologija potem najde, kdo je od kurirjev v naši mreži najbolj primeren za ta prevoz. Povezujemo se pa vedno v bistvu z največjimi kurirskimi podjetji v Evropi. Smo šli od tega, da smo v bistvu s kolegom imela en računalnik, en telefon, ki smo si ga podajala, da smo pač delali pomoč uporabnikom, da on se bo pač za vsako stvar že svojo dela kot podjetje, ampak ja, ogromno dela, ogromno ur vloženega v to, truda, časa, tako da ni enostavno sploh v bistvu prepričati tako velike korporacije, da delajo startupom, ampak na srečo nam je uspel in smo pri večini od njih v navezi v bistvu z upravami podjetja, kar je, bi rekel, naša glavna konkurenčna prednost napram ostalim podobnim poslovnim modelom. Vaša pot v podjetništvu je bila precej drugačna. Kot ste mi povedali, najprej ste začeli kot vsi normalni ljudje, ste šli najprej v službo kot strojni inženir, ne, v steklarno Hrastnik. Kako ste se potem znašli v podjetništvu? Čisto na naključju sem prišel v stik z lastniki enega velikega podjetja v Avstriji in oni so mi ponudili, da bi na področju bivše Jugoslavije prodali njihove merilne inštrumente. Ampak to še ni bilo vaše podjetje, ne? Ne, to takrat je bilo pač moj začetek moje podjetniške poti, ker sem bil pač sam zaposlen v Sloveniji v tem njihovem podjetju, sam pridobil prve stranke, se naučil kot vsega, kar se nekaj v tem nekem mehnem poslu, kar se je treba naučiti. Isto ste zamenjali poklic, ne? In sem čisto zamenjali poklic. No, potem je pa naključje neslo, da sem pri prodaji teh merilnih inštrumentov srečal kolega, dr. Julijeta Kneza, takrat še ne doktorja, in on je bil kot študent v enem podjetju, kjer so se ukvarjali tudi z meritvami, zase, za svojo uporabo in za tisto podjetje je pisal nek programski paket. In potem nekako ko smo se srečali, smo se počasi spoznali in smo odločili se ta programski paket pokazati podjetje v tujini, za katerega sem izpredel. No, kratka varianta je bila tako, da sem rekel, Julija, ti se pa res na poslu ne spoznaš, že zdaj gremo v Avstrijo, kar bomo ta paket pokazala in potem bom jaz povedal, koliko hočemo za ta paket dobiti, ne. In smo prišli gor, je na eni disketi en programčič vtaknemo v računalnik, pokažemo, seveda so bili kar čisto fascinirani, koliko je to lahko majhno, pa toliko zmogljivo. Na kar sem bil jaz na vrst, da povem, koliko hočemo za ta izdelek imeti, pa mi Jure prehitil, pa je rekel, no, pa za vas je to kar zaslužno. In potem sem celo pot nazaj mu predavil, da je res, pa na poslu se pa ne spozna, ne. In potem mi je takrat nekako rekel, Andrej, boš videl, to, kar sem danes naredil, nikoli ne bom dožal, ne. No, in potem se je nekako cela zgodba tako odvila, da je to podjetje postalo naš največji odjemalec, pa smo ta isti programski paket ponudili še dvem tudi velikim podjetjem z naše branže in tako smo potem ta programski paket DBSoft nekako v prvih 8 letih podjetja lansirali praktično po celem svetu do vseh teh stran, ki ga se imamo. Gospod Miklavčič, vi ste pa ena čist tretja zgodba. Vi ste bili pa najprej ste bili menedžer, direktor, no, mogoče ne čist prvi dan, ko ste šli v službo, ampak imeli ste kar nekaj, vsaj 2 direktorski službi, ki si jih spomnim, znani.
preden ste se premenili v podjetnika in za razliko od mogoče številnih drugih primerov, ne z menedžerskim odkupom kakšnega starega podjetja, bi nam lahko na kratko povedali, kako je prišlo do tega pravzaprav. Jaz sem bil mlad diplomat, zvedav, dovolj zdravo, ambiciozen, pripravljen delati in sem dejansko dobil priložnost že malo po moji diplomi za prvo direktorsko mesto, relativno zahtevno v takratno novo postavljenem tehnološkem delu Litostroja. Meni so sicer naknadno povedali, da zato, ker sem še dovolj mlad in so računali, da bo šlo vse skupaj v franže, pa mogoče ne bo tukaj škodval, kakor nekomu, ki je že bolj, bom rekel, ki je že bolj uveljavljen. Glavno sem cel čas delal kot krizni menedžer, se konec koncev takrat je bilo v industriji več, v krizi. Nekje sem prebrala, da vam je postalo dolg čas v Litostroju. Res je, postalo mi je dolg čas. Da je šlo predober, pa vam je postalo dolg čas. Ja, tako je. Veste, potem sam se vrataš všeč in je super, ampak je tudi v bistvu pri 34 letih je čas, da greš nekam drugam. Se je ustanovil GH Holding z, bom rekel, to je bilo tudi praktično start-up podjetje z 300 000 evrov kapitala z namenom, da bi pač neke funkcije združevali poslovne, prodajne in nabavne in da bi mogoče nekega dne, ker je bilo mešano lastništvo, tudi se lastniško se stvari skonsolidirale skozi holding. Jaz sem, bom rekel, dost zavzeto se lotil kot direktor tega projekta z obljubo minimalnega lastniškega deleža, niti nisem prav veliko razmišljal o tem. Na kar sem seveda relativno hitro ugotovil, da po lepi slovenski navadi vsak od 3 lastnikov gleda bolj za sebe kot za skupaj in da je bil GH Holding za njih en tak, bom rekel, lep poskus ali pa lepa ekskurzija na, bom rekel, nova tehnološka področja, ampak da nihče progresno ni s tem mislil. Potem sem pa uspel relativno hitro, podjetja so šlo v stečaj, za malo denarja odkupiti te deleže, ki jih pač ni nihče prav resno jemal in sem postopoma, malo se je vlekel tudi čez stečajne postopke, postal pa 100% lastnik podjetja. Kaj je bolj stresno, biti direktor podjetja za nekega drugega lastnika ali za sebe? Na kratko. Bolj stresno je biti direktor podjetja za drugega lastnika, posebej, če lastnik čisto procentno ne ve, kaj delati. Moja težava je bila, da sem imel kar nekaj takšnih lastnikov. Kar se pa tiče druge plati, se pravi biti direktor v lastnem podjetju, je pa bolj nevarno.